Tema današnje seje odbora za obrambo Državnega zbora Republike Slovenije je hibridno vojskovanje in konkretno v povezavi s tem Slovenija kot tarča ruskega hibridnega vojskovanja. Hibridno vojskovanje ni nek nov pojem, ni nek nov pojav, je nekaj, kar traja že stoletja, lahko bi rekli tisočletja, in povezuje različne oblike vojskovanja. Ne samo konvencionalne, neke regularne, ampak povezuje tudi vse druge aspekte modernega vojskovanja, kot je recimo ekonomsko, kibernetsko, vojskovanje tudi paravojaških enot. In to hibridno vojskovanje se je pojavilo oziroma se o njem okrepljeno govori vse odkar je Rusija napadla neodvisno in suvereno državo Ukrajino, si priključila del njenega ozemlja, najprej Krim, potem še vzhod Ukrajine, in vse to je posledica tako fizičnega kot tudi psihološkega bojevanja. Rusija uporablja to hibridno vojskovanje, da targetira zvezo Nato, targetirajo preko različnih držav članic, med njimi predvidevamo in na podlagi tega, kar lahko vidimo, predvsem tudi iz medijev, je očitno, da Slovenija je tarča ruskega hibridnega vojskovanja. Vemo, da je Nato močan ravno toliko, kolikor je močna najšibkejša članica, in kot tarča hibridnega vojskovanja strani Rusije se v zadnjem času pojavljajo predvsem skandinavske države, baltske države ter tudi Poljska, Češka, Slovaška, na nek način tudi Slovenija in vse ostale države, katere so v preteklosti bile blizu Rusiji in katere, tukaj pa seveda tudi je Republika Slovenija, zunanjo politiko, ki jo vodi Karl Erjavec, trenutno se nanašajo in se naslanjajo močno na Rusko federacijo, kar dokazuje tudi dejstvo, da smo potegnili zelo nespametno potezo, ko smo za letošnje leto, za praznovanje 100. obletnice ruske kapelice, povabili na nek način persono non grata v Evropski uniji, to je ruskega predsednika Vladimirja Putina.